Lepo pozdravljeni, danes smo na kapeli, v naši družbi pa pater Niko Žvokelj, ki se v kratkem žal poslavlja. A ne prvič, to je drugič, kar se seli iz Goriške, odhaja sedaj na Dolenjsko in verjamem, da številni upamo in verjamemo, da se bo vrnil tudi v tretje. Pater Niko Žvokelj, dober dan. Dober dan, lep pozdrav. Morda za začetek, s kakšnimi občutki odhajate v nekaj dneh? Mešanimi. To je najboljši odgovor, tako kot pravijo, da je vino mešano najboljše. Tako so tudi občutki. Pri nas prvi vozel pomeni pokorščina, tako da s tem si sprijaznen od začetka, ko postaneš frančiškan. Sicer pa lahko rečemo, da ste v marsikaterih pogledih prinesli veliko novosti, veliko dobrega na to območje. Veljate za tistega, ki je prvi odprl vrata tukajšnjim mladim odvisnikom, pa povezali ste območje s čezmejno cesto. Bili ste med tistimi, ki, bomo rekli, najbolj zaslužnimi, da je to območje postalo spomenik državnega pomena. Kako gledate na to prehojeno pot? Jaz sem samo spremljal vse to, ker en človek ni nič, ne. Tako da za vsem tem, ko rečete, da sem jaz to, se skriva ogromno enih plemenitih ljudi, ki niso gledali na uro in so žrtvovali ogromno časa, predvsem pa naklonjenosti. To, kar je glavno, Kostanjevica jim je pomenila vse, tako kot meni. Jaz kamorkoli pridem, ravnam tako, kot da bom tam ostal 100 let. In mogoče je to tisto, kar človeka žene, da naredi čim več, čim boljše. En problem se umakne, zato ker jaz imam rad ljudi in je vseeno, kje sem. Pravite, da številni ljudje, posamezniki, torej v današnjem svetu, v katerem rečemo, da je veliko egoizma, žal pa tudi sebičnosti, še vedno obstajajo posamezniki, ki kljubujejo temu? Sigurno, sej čas, jaz ne vem, ali ljudi spreminja, ali ljudje spreminjamo čas. To ne znam jaz odgovoriti, tako da največkrat, bom rekel, se name lepijo, mogoče ni najboljša beseda, ampak če pridem kam, kakšen problematičen človek, ali pa alkoholik, ali pa ne vem, kar začnejo, druge pustijo pri miru, pa vame rinejo. In moram reči, da pa veliko pa ljudi srčnih, in jaz sem vesel, zato mi to daje tudi moč. Glede tega nisem en tak... Pesimist? Ne pesimist, sploh ne, nikdar nisem bil, ampak tudi ne en lažni optimist. Ne? Ampak odkrivam povsod tisto, kar je dobro, vsakem človeku in vsem, kjer si. Tako da vedno sem živo rad z naravo, od majhnega, in tam odkriješ vse. Ne? Tisto, kar je grozljivo in to, kar je resnično, predvsem pa gledamo to, kar nam ljudem tudi ustreza. Kako je zelo lepo biti v gozdu, ki je senca. Pa recimo tudi narava oziroma delo z naravo, v naravi, nam povrne tisto stabilnost, kar gotovo opažate tudi pri delu z mladimi, ki so v komuni tukaj nenazadnje. Prav gotovo. Fantje, ki pridejo v komuno, jih je življenje zlomilo ali pa so se dali zlomiti. In je lepo gledati, ko se sestavljajo. In komur to uspe, imam nekaj povezav še prav z prve komune in bi rekel človek, hvala Bogu, da je ta komuna. Ampak že takrat, ko smo jo tukaj odpirali,
je bilo ponavadi vprašanje, koliko pa je teh fantov. In recimo 12, ne? Pa je kdo rekel, kaj, samo 12? Sem rekel, predstavljaj si, da je tukaj tvoj otrok. In če se je rešil, to je 100%. Večkrat je bil že znan vaš izrek, ko pravite, da se otroci niso spremenili. Imamo pa starši težjo nalogo, ko v tem času vzgajamo otroke. Kakšen nasvet bi nam dali? To bi mogli moje starše vprašati, žal jih že dolgo ni, kako so mene spravili gor. Ker jaz sem bil izredno živ otrok, pa niso obupali, čeprav so bili, jaz sem bil zadnji rojen, 8, so bili že kar v letih, tam, ko se nekateri šele odločajo za prvega otroka. Nikdar niso obupali in pustili so, da smo rasli, vsak zase, 6 nas je ostalo živih, vsak zase svet. In to me vodi tudi tako skozi življenje. Zakaj bi mi zdaj, marsikdo prevrže odgovornost, slabosti na mlade? Mladi imajo tak svet, kot smo jim ga mi dali. Kdo je odgovoren? Mi, odrasli. Nekaj nam je spodletelo. Mogoče, zato sem tudi tako rekel, mogoče ob vsej zaposlenosti ali pa, ne vem, lahko tudi hlepenju po materialnih dobrinah, nas je tako speljalo, da so otroci ostali sami. In potem kupuješ svoje nedelo ali pa odsotnost in najlažje je to z materialnimi dobrinami. Ali pa jaz včasih se kar zgrozim, ko so starši samo taksisti. Iz ene dejavnosti na drugo, pa tretji trening. Otroke majhne danes delajo profesionalce, ne? Vsak je že pri nogometu že Messi in ima 5-krat na teden trening. Soboto, nedeljo, namesto da bila familija skupaj, so tekme. In kjer išče potrditev? Najprej otrok, ker smo jim dali tega tekmovalnega duha, čim več točk, čim več golov, potem si uspešen, ker mi v tebi vidimo Mesija, ne? In otroci bežijo. In se zgodi, da dostikrat starši sploh ne vejo, koga imajo, kdo je njihov otrok. Prva stvar, ko sprejmeš otroka, je pa to, da ugotoviš, kdo je sploh ta otrok. Zelo enostavno rečeš, ja, kadar je tak, da kaj narobe dela, reče oče, ja, leči se po tebi. Mama reče, aha, to je pa tvoje. Prav tebe izžareva. Spregledajo pa, kdo sploh je ta otrok. Ker največja umetnost vzgoje ali pa tega odkriti, kdo je ta otrok, ker potem lahko primerno temu otroku doziraš. Odgovornost staršev pa vzgoja. Ne to, da mu, ne vem, plačuješ in nadomestilo, ne? Ampak vzgoja je težko opravilo. Včasih so starši bili bolj zaposleni z delom na njivi, v vinogradih in, bomo rekli, podobnim delom, ampak takrat so bili vendarle otroci zraven in so pili oziroma, bomo rekli, kar usrkali to nekako očetov ali pa mamin način življenja, vrednote. Manjka prav to skupno delo danes? Tukaj sem jaz malo bos, ker jaz izhajam iz delavske družine. Moji starši so bili tekstilci, to je pomenilo 3-izmensko delo. In ne me vprašati, kako so nas čuvali. Dostikrat smo bili
prepuščeni v Kranju, v blok, tam so bili bloki, ogromno nas je bilo. In mi smo se tam znajdali, brez kakšnih delavnic narejenih, vse pripravljeno, mi smo tam odkrivali svet. In sam zase velikokrat razmišljam, to je bil čas, kjer smo začeli graditi ustvarjalnost. Nikdar nam ni bilo dolg čas in danes rečem, v vseh letih mi nikdar ni bilo dolg čas. No, če se že vrnemo v vaše otroštvo, v enem izmed intervjujev ste dejali, da se je vaša mama obrnila na župnika v vaši nosečnosti v neki hudi stiski. Kakšno vlogo ima morda ta zgodba v vašem življenju? Jaz sem kar v dilemi dostikrat, posebej, kadar je govor o spoštovanju življenja od spočetja naprej, ker cenim, poznam iz pogovora z mamo to stisko žene v nosečnosti, ko zdravnik reče, da mora narediti splav, ker drugače ali bi umrla oba dva ali pa eden. In v tisti stiski se je obrnila na župnika v Kranju in ta je rekel, priporoči se svetemu Nikolaju, naredi 9-dnevnico v čas svetemu Nikolaju, ker je zavetnik materam v stiskah. In je tako naredila in se odločila, da bo rodila. Preživela sva oba, jaz sem padel ven iz dne 5 kg 400 težak in rečem, kako iz ene stiske, mogoče smo premalo pozorni, ena od tistih stvari, ki sta jih prej omenila, individualizem, sebičnost, je mogoče tisto, kar nas velikokrat vodi, da naredimo nekaj proti sebi ali pa proti življenju ali karkoli. Tukaj pa moram reči, da se potrjuje eno tako, ne pravilo, ampak kako sprejeti življenje. Lahko še povem naprej, da sem jaz tega župnika, ki je bil čez 80 let že star, izbral za svojega novomašnega pridigarja. Ampak takrat še nisem vedel te zgodbe v mojem rojstvu. Tako da vedno rečem, ni naključij, ampak samo odkrivamo, kaj nam je namenjeno v tem življenju. Tudi poimenovali so vas po svetem Nikolaju? Ja, to je bil pa razlog. Poskušate tudi slediti temu njegovemu zgledu? Se trudim, ja, imeti odprte roke za človeka in to, da tudi dobrote, če jaz imam, lahko to dam. In če pa ne morem dati, potem se pa posvetiš človeku. Kaj te čas je tudi še kako pomemben, sploh danes, kaj ne? Ja, jaz mislim, da danes velikokrat ljudje gremo drugi mimo drugega. Se ne znamo ustaviti ali pa ne vem zakaj. Ko imam priprave za krste, ko so tukaj skupne priprave, tam staršem vedno dam tudi en primer, ki ga vidim velikokrat na cesti, ko mati nosi ali v kenguruju ali otroka in se istočasno pogovarja po telefonu. Tega ne bom nikdar razumel, ker je jasno, da otrok vedno išče z očmi mamo. A ga ima v vozičku ali pa ga ima v kenguruju ali pa ga tako nosi. In kdo na svetu je bolj pomemben od tega tvojega otroka, da ti posvečaš čas enemu tam prijatelju kvazi na telefonu. Tako da
nam manjka te bližine, odprtosti, odkritosti, ne nazadnje pa tudi odgovornosti. Saj smo odgovorni drug za drugega. Če se morda povrneva še nekoliko v mladost, kdaj ste začutili, bomo rekli, ta klic in zakaj frančiškanski red? To je ena taka čudna zgodba, malo v hecu, ko je mene, ne vem, koliko sem imel, toliko, da me je mogla še ne sestra po stopnicah v bloku, češ da me nese malo ven. Zaradi moje teže sem je najbrž spolzel z rok in sem se valil po stopnicah dol in v hecu sva zmeraj rekla, da takrat je meni to udarilo v glavo, da sem to naredil. Da je ona kriva, da sem jaz pater. Drugače je bil pa to en tak, ne znam povedati, en klic, splet okoliščin in potem ob srečanju s frančiškani, mladimi, sem videl eno navdušenje in veselje. Sem rekel, to je pa družba, kjer bi jaz držal. Če bi tam videl ene zamorjene, poštirkane mladeniče, tam nikota ne bi bilo. Kutam je pa ostalo v spominu, čeprav smo živeli v Kranju in recimo bližina Brezij, jaz se Brezij iz otroških let ne spomnim. Spomnim se pa Svete Gore. To je bil dogodek, ko je mama nas vzela, ta mlajše dva sinova, smo šli na vlak, v Bistrici je šla gor še teta, njena sestra, do Solkana, potem pa peš na Sveto Goro. In tam se je, jaz imam še danes to sliko, prav iz rosnih otroških let, koliko je bilo ljudi, peli so celo noč v cerkvi, jaz sem pa spal pod klopjo. Še danes skoraj točno vem, katera klop je bila to. Služboval ste na več različnih koncih, ste pa tudi navdušen popotnik in gotovo vam je ostala izkušnja tudi s popotovanja po Avstraliji. Kaj vam pomenijo tista leta, če zdaj tako se ozremo nazaj? Ja, zanimivo. Na Sveti Gori je bil en izredno moder pater, pater Martin Perc, ki je napisal tudi prve šmarnice o Sveti Gori. In mi je še kot mlademu, takrat smo bili še v gimnaziji, sva se pogovarjala, je rekel: Niko, kamor te bojo dal, pejt. Če boš sam izbiral, pa ne bo tako, kot si ti zamislil, boš mogel biti tiho. Če te pošljejo, potem pa lahko malo pošimfaš. In tega sem se držal in na začetku je bil kar tak hiter tempo. Tako da začel sem v Ljubljani na Tromostovju, potem so me dali v Novo mesto, kjer sem pa že maturiral. Smo bili na gimnaziji, od tam v Novo Štifto, čisto podeželje, romarska cerkev, krasna. Od tam v Avstralijo. To je edinkrat, kjer sem sam izbral, ker je bil razpis, nihče ni takrat se odločil, da bi šel, sem rekel, grem jaz. Čudovita izkušnja, potem iz Avstralije sem prišel v Novo Gorico, pa spet v Novo Štifto, pa v Strunjan, pa Nova Štifta, pa spet Gorica. Tako da zdaj pa v Novo mesto. Bi se strinjali, da je vseeno Kostanjevica en poseben kraj, versko, zgodovinsko, pa tudi, bomo rekli, kulturno. Prejle sva se že nekaj dotaknila, ampak vseeno, kaj vam je najbolj ostalo v spominu od tega službovanja? Od tega službovanja mogoče najbolj to eno vprašanje. Če se Goričani sploh zavedajo, kaj imajo.
To je zame ena uganka v 9 letih, ker ne znam odgovoriti. Kapelo za svojo? Včasih določeni ljudje, to je, kapela je v srcu, ne? Ampak tako za nekatere pa ne razumem. Bom dal en primer, brez zamere. Nikomur ne očitam, ampak poglejte, tukaj je bil Giro. 2-krat so šli čez naš hrib. In samo enkrat slučajno z pristave Rafuta je pokazal s kamero, ki je vozil za kolesarjem Kostanjevca. Nobene besede o tem. Helikopter 3-krat obkrožil Goriški grad s podatki, kaj je tam. Jaz sem mislil, da to more pri nas se plačati, ne, da to pokažejo. Potem pa zvem, da ne. Da bi mogli samo dati spisek točk, na katere opozorijo. In tega ni naredil tisti, ki bi mogel. Pazite, 100 000 ljudi bilo takrat tukaj. 800 milijonov ljudi je to spremljalo po televiziji. Kaj je z nami, da zastonj take prilike ne izkoristimo? Tukaj vidim, mogoče je prevelika zaposlenost zdaj z EPK-jem in da se spregledajo stvari, ki bojo ostale, pa so bile tudi pred tem. In mogoče združevanje čezmejno 93. leta, kako je to uspelo, da smo prvič odprli to pot Via della Capella. Da je bila odprta od 8 do 12 ob nedeljah, da so lahko prihajali ljudje peš sem gor. To je bil prvi tak premik. Že vrsto let nazaj. Ja, to je že kar nekaj, ne? Prestolnica kulture. Ja, tako da te meje smo že takrat odpirali. In vedno je bilo to, da meja je lahko samo v glavi. In to je lahko tudi v glavi, da ne vidiš pomembnosti, da mogoče nekoga mod, da je to cerkev. Drugega mod, kaj so te patri tle gor. Tretjega lahko druga. Zakaj se mi sami postavljamo v vire, tega ne bom nikdar razumel. Ampak iskati dragocenosti, ker tujci, ki prihajajo, oni čutijo, ali ti spoštuje svoj kraj, da ti nekaj pomeni, ali bolj spoštuješ Maldive. Mal karikiram, ne? Manjka nam tega. Velikokrat omenjeno dejstvo, da se ne zavedamo, kar imamo. Seveda ne. Kar imamo v svojem okolju. Jaz se spomnim, ko sem bil v Avstraliji, to je bilo v času osamosvajanja, ne? Od 90 do konca 92. In takrat Avstralci pojma niso imeli o Sloveniji. Ampak tam so naši ljudje, so toliko naredili takrat, da je bila Avstralija ena prvih izven evropskih držav, ki je priznala Slovenijo. To je bila zasluga Slovencev, ki smo takrat tam delovali in živeli. In potem so Avstralci vprašali, Niko, pa kje je ta Slovenija? In sem jim jaz čisto enostavno razložil. Sem rekel, lejte, to, kar vam je dal Bog, tako veliko, da sploh objeti ne morete, nam je vse dal na eni dlani. In jaz sem izredno ponosen in vsakmu tujcu razlagam tisto, kar je pri nas dragoceno in lepo, ne nazadnje tudi ljudje. Ljudje, da 13 stoletij gradijo svoj jezik, svojo kulturo, to je izredno. To je izredno. In danes imamo veliko odgovornost. Ali se obračamo naprej v stoletja, ali pa bomo zapravili to dediščino.
Ja, različnih fulov in kulov je vse več, to je res. So bili že v času patra Stanislava Škrabca. Zato je spregovoril o spoštovanju jezika. Prav, veliki narodi so zapravili to svoje jezikovno premoženje. Kaj ne bomo majhni? Veliko truda in časa je bilo vloženega tudi v obnovo same cerkve. Kako ste sedaj zadovoljni, ko stopite noter? Sem obljubil, da do leta 2026 ne bo odra, ampak sem se ugriznil v jezik, ker je spet oder. Ampak to je samo en zaključek, obnova kamnitega oboka, ki je bil močno poškodovan v potresu, ker je bil zamik za 10 centimetrov in to zdaj še dokončujejo. Potem pa ostane samo še glavni oltar. Ja, jaz sem izredno vesel. Tudi sem videl reakcije ljudi, ko so prvič videli drugačno, kot so bili navajeni. In zdaj lahko odkrivajo še bolj natančno lepote. Obnova je izredno uspela, delali so čudoviti strokovnjaki in tukaj moram biti hvaležen Zavodu za varstvo dediščine in vsem, ki so pri tem sodelovali. Če se še malce ustaviva pri, vašem vsakdaniku, kako poteka vaš običajen dan? Zdaj počitniški. Počitniški je kar zanimiv. Jaz zjutraj tam nekje do prav povedal, do 5:30, sem na vrtu s kavico in potem se s šefom malo pomeniva. Po kavici se pripravim na mašo, grem mašvat, potem grem pripraviti zajtrk. Po zajtrku je zlat naš brat Miran, on pomije, tako da je lahko kuhati. In potem se začne delo, zdaj me kar malo že voda teče v grlo, ker je treba pripraviti en kup stvari za primo predajo. Potem pa še zmeraj treba je koga obiskati, odnesti obhajilo. Oratorij imate trenutno? Oratorij že bil, ja, se je že končal. Drugi teden po počitnicah je bilo izredno lepo, čez 90 otrok, navdušeni. Tako da zdaj malo zatišja, potem je pa ves čas zvoni na vratih za ogled grobnice. Ravno prej smo srečali sopotnike oziroma popotnike, ki so prišli po žig za Kamino. Kamino iz Ogleja na Sveto goro, ja. Jih kar občudujem, da v tej vročini hodijo, ne. Tako da je stalno, nekaj se dogaja. Zdaj bo treba skuhati kosilo, potem pa naprej. Kaj pa vam pomeni življenje v samostanu? Sobratstvo ste dejali, da je to ena najbolj pomembnih, bomo rekli, zadev v vašem življenju. Ja, eno je to, ta preizkus bratskega življenja, ne. Kakor je težko včasih v zakonu, če ne delaš tam, gre narazen. Pri nas, če ne delaš in nisi odgovoren za brata, nastanejo težave. Pri nas greš narazen tako, da te premestijo drugam. Ampak jaz ne grem z tega razloga. Tako da je neprestano prilagajanje, kompromise je treba iskati, ampak kar je pa najlepše, je pa to, da vse, kar se lotiš, kar delaš, veš, da te od zadaj podpira bratstvo. Lahko z nasvetom, lahko s pogovorom, največkrat je pa, da imaš to molitveno podporo. In če obrnem drugače,
srečujemo se z ljudmi in danes jih je vedno več, ki trpijo, imajo hude življenjske preizkušnje in tukaj jim lahko vrnemo ne samo od osebnega stika, ampak da kot skupnost zanje molimo. Tako da jaz verjamem ob vsej krizi poklicanosti, da bojo še vedno mladi čutili, da je to ena taka vrednota, ki jo je Frančišek začel in ker je evangeljska vrednota, da to ne bo propadlo. Pa še priznanje oziroma plaketo Mestne občine Nova Gorica ste prejeli v tem času. Kaj vam to pomeni? Tako kot sem že prej rekel, toliko ljudi je zadaj, da jo sprejemam čist samo, nekdo je mogel v roke to prijeti. Misel je bila pa vedno za vsemi temi ljudmi, ki so in še bojo nosili v srcu Kostanjevico in tako tudi sprejemali ljudi tukaj. Kaj bi sporočili vsem tistim, ki so v teh letih zahajali na kapelo k vam, sedaj, ko odhajate? Naj kar naprej hodijo. Pri Materi Božji naj pustijo tisto, kar je težko, kar ne morejo vedno sami nositi in bodo imeli vedno nekoga, ki jih ne bo zapustil. Ljudje smo pa ljudje, ljudje se pa selimo. Življenje je ringelšpil. Pa še čisto za konec, imate kakšen nasvet za mlade, pa tudi tiste manj mlade? Naj ostanejo mladi po srcu do konca svojega življenja. Naj pustijo, da je otrok v njihovem srcu in bojo zmeraj prav in dobro delali. Pater Niko Žvokelj, hvala lepa za pogovor in seveda srečno in bomo rekli uspešno tudi na novi službeni poti in upamo seveda, da se vrnete na Goriško. Hvala lepa, vas povabimo v Novo mesto. Tam je pater Stanislav Škrabac začel, tako da imava malo zdaj vrstni red zamenjal. Rošado, ja. In prisrčen pozdrav vašim poslušalkam in poslušalcem. Radio Robin. Tako kot meni. Jaz kamorkoli pridem, ravnam tako, kot da bom tam ostal 100 let. In mogoče je to tisto, kar človeka žene, da naredi čim več, čim boljše. En problem se umakne, zato ker jaz imam rad ljudi in je vseeno, kje sem. Sigurno, sej čas, jaz ne vem, ali ljudi spreminja, ali ljudje spreminjamo čas. To ne znam jaz odgovoriti, tako da največkrat, bom rekel, se name lepijo, mogoče ni najboljša beseda, ampak če pridem kam,
kakšen problematičen človek ali pa alkoholik ali pa ne vem, kar začnejo, druge pustijo pri miru, pa vame rinejo. In moram reči, da pa veliko pa ljudi srčnih in jaz sem vesel, zato mi to daje tudi moč. Glede tega nisem en tak ne pesimist, sploh ne, nikdar nisem bil, ampak tudi ne en lažni optimist, ne? Ampak odkrivam povsod tisto, kar je dobro, vsakem človeku in vsem, kjer si. Tako da vedno sem živel rad z naravo, od majhnega, in tam odkriješ vse. Ne? Tisto, kar je grozljivo in to, kar je resnično, predvsem pa gledamo to, kar nam ljudem tudi ustreza. Kako je zdaj lepo biti v gozdu, ki je senca. To bi mogli moje starše vprašati, žal jih že dolgo ni, kako so mene spravili gor. Ker jaz sem bil izredno živ otrok, pa niso obupali, čeprav so bili, jaz sem bil zadnji rojen, 8, so bili že kar v letih, tam, ko se nekateri šele odločajo za prvega otroka. Nikdar niso obupali in pustili so, da smo rasli, vsak zase, 6 nas je ostalo živih, vsak zase svet. In to me vodi tudi tako skozi življenje. Zakaj bi mi zdaj, marsikdo prevrže odgovornost, slabosti na mlade? Mladi imajo tak svet, kot smo jim ga mi dali. Kdo je odgovoren? Mi, odrasli. Nekaj nam je spodletelo. Mogoče, zato sem tudi tako rekel, mogoče ob vsej zaposlenosti ali pa, ne vem, lahko tudi hlepenju po materialnih dobrinah, nas je tako speljalo, da so otroci ostali sami. In potem kupuješ svoje nedelo ali pa odsotnost in najlažje je to z materialnimi dobrinami. Ali pa jaz včasih se kar zgrozim, ko so starši samo taksisti. Iz ene dejavnosti na drugo, pa tretji trening. Otroke majhne danes delajo profesionalce, ne? Vsak je že pri nogometu že Messi in ima 5-krat na teden trening. Soboto, nedeljo, namesto da bila familija skupaj, so tekme. In kjer išče potrditev? Najprej otrok, ker smo jim dali tega tekmovalnega duha, čim več točk, čim več golov, potem si uspešen, ker mi v tebi vidimo Mesija, ne? In otroci bežijo. In se zgodi, da dostikrat starši sploh ne vejo, koga imajo. Kdo je njihov otrok? Prva stvar, ko sprejmeš otroka, je pa to, da ugotoviš, kdo je sploh ta otrok. Zelo enostavno rečeš, ja, kadar je tak, da kaj narobe dela, reče oče, ja, leči se po tebi. Mama reče, aha, to je pa tvoje. Prav tebe izžareva. Spregledajo pa, kdo sploh je ta otrok. Ker največja umetnost vzgoje ali pa tega odkriti, kdo je ta otrok, ker potem lahko primerno temu otroku doziraš. Odgovornost staršev je pa vzgoja. Ne to, da mu, ne vem, plačuješ in nadomestilo, ne? Ampak vzgoja je težko opravilo. Ja, jaz mislim, da danes velikokrat ljudje gremo mimo drugega. Se ne znamo ustaviti,
ali pa ne vem zakaj, ko imam priprave za krste, ne, ko so tukaj skupne priprave, tam staršem vedno dam tudi en primer, ki ga vidim velikokrat na cesti, ko mati nosi ali v kenguruju ali otroka in se istočasno pogovarja po telefonu. Tega ne bom nikdar razumel, ker je jasno, da otrok vedno išče z očmi mamo. A ga ima v vozičku ali pa ga ima v kenguruju ali pa ga tako nosi. In kdo na svetu je bolj pomemben od tega tvojega otroka, da ti posvečaš čas enemu tam prijatelju kvazi na telefonu. Tako da nam manjka te bližine, odprtosti, odkritosti, ne nazadnje pa tudi odgovornosti. Saj smo odgovorni drug za drugega. Naj kar naprej hodijo. Pri Materi Božji naj pustijo tisto, kar je težko, kar ne morejo vedno sami nositi, in bodo imeli vedno nekoga, ki jih ne bo zapustil. Ljudje smo pa ljudje, ljudje se pa selimo. Življenje je ringelšpil. Pa še čisto za konec, imate kakšen nasvet za mlade, pa tudi tiste manj mlade? Naj ostanejo mladi po srcu do konca svojega življenja. Naj pustijo, da je otrok v njihovem srcu in bojo zmeraj prav in dobro delali.